Na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani je prvič potekala konferenca z naslovom Digitalna vključenost v informacijski družbi. Namenjena je bila osveščanju, proučevanju in predstavitvi novih načinov uporabe podpornih tehnologij za vključevanje oseb z različnimi oviranostmi. Med slednje štejemo gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, osebe s težavami v kognitivnem funkcioniranju ter starejše z različnimi oviranostmi. Zanje je izrednega pomena, da se tu ob razvoju tehnologij nanje pomisli, se upošteva te specifike in se seveda z različnimi tehničnimi rešitvami zagotovi enakopravno vključenost vseh skupin invalidov, zlasti pa tudi tistih, ki imajo različne senzorne ovire, torej gluhi, naglušni, gluhoslepi, slepi in slabovidni. Vsekakor pa se moramo zavedati, da tehnika sama po sebi ne bo rešitev, če ne bo zavedanja v družbi, zakaj so te rešitve pomembne za vse, ne samo za različne skupine invalidov, ampak za celotno družbo, ker družba, ki izključuje del svojega prebivalstva, zagotovo ne more biti enakopravna in uspešna družba. Konferenca je bila hibridnega tipa s pomočjo videokonferenčnega programa Zoom. Spremljati jo je bilo možno tudi s pomočjo tolmača, slovenskega znakovnega jezika in podnaslavljanja v živo. Strokovnjaki z različnih področij so predstavili novosti glede dostopnosti. Po mnenju dr. Matjaža Debevca, ki sodeluje z Evropskim centrom za vire o dostopnosti, ima Slovenija na tem področju dobre rezultate. Za letošnje leto smo na primer poročali kar 18 primerov dobre prakse in pri tem lahko rečem, da ti primeri dobre prakse so v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo dobri. In smo lahko rečemo tudi v vodstvu, kar se tiče dostopnosti. Seveda pa so tukaj še vedno pomanjkljivosti, ki bi bilo treba odpraviti. Največja pomanjkljivost tukaj je zagotovo to, da spletne strani še vedno niso tako dostopne, kot bi si želeli, vendar se k sreči to stanje izboljšuje. Potem v zadnjem času bo tudi veliko več govora o dostopnih proizvodih in izdelkih ter storitvah,
kar bo prišlo v veljavo leta 2025 v Sloveniji, in tukaj bo potrebno še veliko narediti, ker tukaj so potrebe zelo velike. Potrebno je tudi izobraževanje na tem področju, kar moram priznati, univerze temu sledijo in bodo tudi že uvajale določene predmete za to področje. V Sloveniji je za področje dostopnosti pristojno Ministrstvo za digitalno preobrazbo, v okviru katerega deluje Inšpektorat za informacijsko družbo, ki pregleduje spletišča in mobilne aplikacije ter ugotavlja spoštovanje standardov dostopnosti. Letno opravimo 137 pregledov spletišč, ki so sicer opravljeni po metodi poenostavljenega spremljanja, ker uporabljamo delno avtomatizirana orodja. Imamo pa tudi opravljenih letno 17 pregledov, bi rekli, ki so opravljeni po metodi poglobljenega spremljanja, kjer se ročno pregleda v bistvu zahteve, ki so ki jih predvideva ta standard harmoniziran. Seveda se pošljejo zahteve po ukrepih, kaj je potrebno spremeniti, kako ravnati v prihodnje, in moram reči, da letos se je tudi pokazalo, da so zelo odzivni uporabniki oziroma da zelo hitro potem nekako tudi ukrepajo glede na zahteve naše inšpekcije. Evropska zakonodaja predvideva, kakšen nadzor mora biti strani države, koliko poročil morajo oddati, in to se naš inšpektorat trudi, ampak to ne pripomore k akcijam ozaveščanja, to ne pripomore graditvi kompetenc. Jaz mislim, da bi morala biti slovenska država, pa to ne leti na to vlado, zakon velja že za pretekle 3 vlade, ta je samo ena izmed njih, veliko aktivnejša na področju informiranja, usposabljanja, nudenja podpore, ne pa da je to prepuščeno samo nevladnim organizacijam. Tilen Škraba je prepričan, da se načela dostopnosti v Sloveniji uvajajo prepočasi, in pojasni razloge, zakaj je to področje nekoliko bolje urejeno v Veliki Britaniji, ZDA in Avstraliji. Meni, da je potrebno predvsem več obveščanja in ozaveščenosti. Razlog je morda v tem, ker so si morali v državah, ki sem jih omenil, osebe z invalidnostmi te pravice izboriti, tako ali drugače. V Ameriki preko protestov je bila posledično zakonodaja, v Avstraliji preko tožb, tudi sever Evrope, če gledamo Norveška, so večino pravic dobili preko tožbe proti državi. V večini Evrope so pa te pravice pridobljene preko zakonodaje Evropske unije. Še sedaj, več kot 5 let po uveljavitvi zakona, ne po sprejemu, takrat, ko zakon velja, je veliko zavezancev po zakonu, ki zna povedati, da o tej stvari sliši prvič. In to 5 let potem, ko bi morali imeti stvari narejene že dostopne. Torej, potrebno je ozaveščanje, potrebno je usposabljanje na vseh nivojih, tako urednikov, kot tudi v privat sektorju, razvijalcev, podjetij, ki razvijajo spletne strani. Ni pravega razvoja kompetenc, strokovnosti še na tem področju, in tudi nek naročnik, ki naroči dostopno spletno stran, v tem trenutku je zelo veliko vprašanje, kakšno kvaliteto dobi nazaj, kaj dobi nazaj. Tilen Škraba glede gluhih in naglušnih dodaja, da bi po zakonu morali biti vsi upravni postopki zagotovljeni tudi v slovenskem znakovnem jeziku, a temu ni tako. Zato meni, da bi morale tudi invalidske organizacije bolj dejavno zahtevati ureditev dostopnosti. Zdaj, če gremo mi malo pogledati spletne strani občin, šol, katerekoli javne spletne strani, bomo videli, da skoraj nobena od teh postopkov nima zagotovljenih v slovenski znakovni jezik. Poglejmo že v opisu šole, ali je objavljen kje v slovenskem znakovnem jeziku. Ni. In jaz sem prepričan, da se šole tega sploh ne zavedajo, da morajo storiti. In to je vse vezano na tisto, kar sem prej povedal. Manjka informiranost. V letošnjem letu pa je prišel ven še zakon, ki bo pa načela dostopnosti zahteval tudi od zasebnikov. Usmerjeno predvsem na banke, na spletne trgovine, na prevoznike, na
na ponudnike e-knjig in podobno. Jaka Čibej s Fakultete za računalništvo in informatiko je predstavil projekt Online Notes, v katerem razvijajo sistem za samodejno razpoznavo govora in hkratno prevajanje v tuje jezike. Uporabniki bodo tako v živo lahko spremljali predavanja tudi v tujih jezikih preko mobilnega ali prenosnega računalnika. Ena od glavnih komponent sistema Online Notes je razpoznavalnik govora, ki je namenjen v resnici pravzaprav prav konkretno gluhim in naglušnim, da lahko spremljajo predavanja skupaj s ostalimi študenti. Tehnologijo je pa seveda mogoče uporabiti tudi v drugih situacijah. Konkretno to orodje smo natempirali sicer na slovenska predavanja in na okolje univerze, ampak z nekaj prilagoditvami se potem lahko to uporabi tudi za druge situacije, tudi v vsakdanjem življenju in tako naprej. Torej, kjerkoli imamo nekoga, ki govori, lahko potem uporabljamo razpoznavalnik govora, da se njegov govor izpisuje in lahko potem tudi gluhi in naglušni spremljajo komunikacijo, torej govorno komunikacijo drugih. Program je mišljen kot odprto dostopen, torej bo v okviru univerze implementiran predvidoma ob koncu projekta, torej konec leta 2024. Za nadaljnje nadgradnje je pa potem odvisno tudi od načrtov, ki jih ima univerza s tem programom. Se pa seveda razpoznavalniki govora že uporabljajo tudi v drugih orodjih in drugih situacijah in sem prepričan, da bodo v roku nekaj let na voljo na različnih koncih in za različne uporabe. Konferenca Digitalna vključenost v informacijski družbi je potekala v sklopu posvetovanj z naslovom Informacijska družba 2023 in je bila organizirana s strani Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Instituta Jožef Stefan in Evropskega centra za verodostojnosti. Konferenca, ki je imela značaj osveščanja, obveščanja, omreževanja in posvetovanja, je poleg napredka glede dostopnosti odstrla tudi številne težave, ki jih v Sloveniji in tudi v Evropski uniji odpravljamo prepočasi.